Popolnoma jasno je, da bo zaradi teh zakonov, ki jih bo parlament obravnaval v kratkem in s katerimi dejansko blažimo socialno stisko nekaterih, ki so najbolj prizadeti, v proračunih za prihodnja leta, vključno z letošnjim, znaten izpad prihodkov in da se bodo povečali tudi nekateri izdatki. Kar seveda pomeni, da je vlada s tem najavila tudi dodatno varčevanje, kajti ne nameravamo dvigniti nobenih davščin, niti kako drugače obremeniti davkoplačevalcev. Zaradi dviga splošne olajšave pri zakonu o dohodnini bo imel proračun v letošnjem letu za preko 30 milijonov evrov izpada. Zaradi dviga otroških dodatkov bo to predstavljalo za preko 30 milijonov evrov dodatnih izdatkov. Torej, že za letošnje leto bo vlada zaradi tega, kar je povsem logično, glede na zakon o javnih financah, prišla s predlogom rebalansa proračuna, kjer bo morala omejiti določene izdatke. Danes sem po seji vlade dal tudi usmeritve ministrom, da začnejo pripravljati predloge za zmanjšanje porabe na določenih postavkah, s tem, da bo skoraj zagotovo največji delež šel na račun nekaterih investicij v Ministrstvo za obrambo. Vsaj polovico te vsote, ki jo moramo dodatno privarčevati zaradi teh ukrepov, bo šlo na račun nekaterih planiranih in tudi že načrtovanih izdatkov Ministrstva za obrambo. In to kljub temu, da bomo zaradi tega še deloma bolj odstopali od nekaterih zavez, ki jih je že prejšnja vlada dala našim zaveznikom v NATO. Razmišljamo tudi o nekaterih dodatnih ukrepih, s katerimi bi vsaj deloma dodatno razbremenili družinske proračune v tej situaciji. Eno od teh možnih ukrepov je eventuelno dodatno znižanje RTV naročnine, kar je eden od rednih mesečnih izdatkov slovenskih gospodinjstev. Ta se tako ali tako niža zaradi inflacije, vendar preučujemo možnost, da jo dodatno znižamo ali pa da določen del tistih, ki imajo najmanjše dohodke, oprostimo.